Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Občina Kranjska Gora v sodelovanju z zavodom Zlata mreža kot prva gorenjska občina začenja izvajati projekt Prostofer, ki je prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Projekt Prostofer v bistvu omogoča brezplačne prevoze za upokojence, se pravi za tiste v tretjem življenjskem obdobju. In sicer za tiste, ki so socialno šibkejši, ne vozijo sami, se pravi nimajo lastnega prevoza, nimajo svojcev, ki bi jih lahko peljali, ali pa so težje gibalno sposobni oziroma so toliko oddaljeni od javnega mestnega prometa, da pač enostavno težje pridejo teh prevozov, in zato je tukaj pač Prostofer, da jim lahko omogoči te brezplačne prevoze. In sicer so to edinstveni prevozi, od vrat do vrat. Dejansko uporabnika pobere na domu, ga pelje do bolnišnice, javnih ustanov, se pravi zdravstvenih domov, in potem nazaj domov. Kaj mora zdaj tisti, ki želi storitev Prostoferja, narediti? Seveda, najprej se mora občina vključiti v projekt Prostofera, tako da lahko rečem, da trenutno imamo vključenih skoraj 20 občin po celi Sloveniji. Želeli bi si pa, da se vključijo vse slovenske občine v projekt Prostofera, in če je občina, tako kot občina Kranjska Gora, vključena v projekt Prostofer, uporabnik ne rabi nič drugega kot poklicati na brezplačno telefonsko številko 080 10 10, je tudi gor na vozilu, in dejansko naročiti, se pravi, to storitev prevoza. Je pa pomembno, da se tudi uporabniki zavedajo, da to ni taksi služba, kjer bi lahko poklicali in bi vozilo takoj prišlo. Zato svetujemo, da je treba prevoze naročati vsaj 3 dni vnaprej. Kaj pa po izkušnjah? Zdaj tule vidimo, je na začetku 5 Prostoferjev, se potem kaj ta količina poveča ali bog ne daj zmanjša? Ne, 5 Prostoferjev za nekako, tako mi saj zdaj ocenjujemo po izkušnjah, za občino velikosti Kranjska Gora je to kar dovolj. Tako da jaz ocenjujem, da bo verjetno potrebno opraviti prevoz ali 2 na dan. To pomeni, da vsak od voznikov bo prišel nekje 4-krat na mesec na vrsto zavoziti. V primeru, da bi bilo teh prevozov nekoliko več, da bomo seveda zopet poprosili še ostale mlajše upokojence, če se nam pridružijo, da dobimo še kakšnega voznika Prostoferja. Nekako zdaj za začetek pa ocenjujem, da 5 voznikov, pa mislim, da se nam še bo pridružila še ena gospa voznica, ki je danes ni bilo, da bi bilo to nekako dovolj. Ti prevozi so brezplačni? Absolutno, te prevozi so za vse uporabnike brezplačni. Občina Kranjska Gora je tista, ki pokrije stroške klicnega centra, in pa tista, ki zagotavlja električno vozilo Zoe. Tako da smo hkrati še ekološki osveščeni. Kranjskogorska občina ima trenutno 5 Prostoferjev. To so Izidor Podgornik, Franc Makše, Jože Smolej, Budimir Kirac in Zorana Teran. Zakaj odločitev? Se to ni dosti težka odločitev, ker že kot predsednik društva upokojencev veliko prostovoljnega dela upravljaš. Pa še to, da daš vzgled ostalim članom, vse smo imeli še 3, ampak sta 2 že, ko bi rekel, scagala, 2 so pa ostala. Zdaj bomo pa videli, se imam tremo, ki se bo s prvim prevozom razbila, zdaj pa je malo treme. Zaznavate že zdaj veliko potreb po teh prevozih? Ja, tudi v moje strani precej domačinov, ki, naprimer, prijatelje, znance, vosa. Tudi zadnjo sem eno pripeljal iz bolnice, ki je mož čez noč postal invalid, pa avto v garaž, pa ona nima izpita. In take situacije so. Pozdravil in pohvalil jih je tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Nekaj novega, pomoč, roka občanom, ki si ne morejo privoščiti svojega avta, svojega prevoza, ki tudi težko pridejo do avtobusa, do javnega. Tako da upajmo, da se to v bistvu pozitivno odvije. Tukaj bi se res rad zahvalil tudi našim občanom, ki so se javili za prostovoljne šoferje, se pravi, da bodo upravljali te prevoze naših občanov. Zdaj koordinator bo seveda občina Kranjska Gora in tudi naš električen avto,
ta naš električen Renault Zoe se bo uporabljal za te prevoze, tako da nekih bistvenih stroškov naj ne bi imeli. Se bo pa že pokazalo v naslednjih mesecih, kako se bo to prijelo med ljudmi. Zdaj, če bo to res tudi v bistvu aktualno, da se bo to veliko uporabljalo, bomo tudi razmišljali od nadgradnje sistema. Vkolikor bi se pa pač to pokazalo, da ljudje ne rabijo, ker moramo vedeti, da zdaj občina Kranjska Gora pripravlja tudi ta avtobus hop on, hop off, ki bo izredno v bistvu tudi ekonomičen in bomo videli, kaj se bo bolj obdeslo, pa pol bomo pa to tudi tako odreagirali. Prostofer vam bo torej omogočal lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov ter trgovinskih centrov. V Kranjski Gori se je končal 4. mednarodni kulinarični festival, v sklopu katerega se je na tekmovanjih v 4 kategorijah pomerilo rekordnih 112 tekmovalcev iz 12 držav. Hotel Ramada Resort, ki je bil te dni v znamenju belih kuharskih oblačil in kap, je obiskovalcem ponujal možnost ogleda zanimivih kulinaričnih razstav ter neposrednega spremljanja tekmovalcev pri delu, kar so s pridom izkoristili tudi številni šolari, ki se izobražujejo za zanimiv in raznolik kuharski poklic. Med najštevilčnejšimi je bila skupina Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani. Festival je tako upravičil vlogo promotorja gostinskih poklicev med mladimi. V prvi vrsti gre, da v bistvu sami sebe sprobajo, do kam lahko sežejo. Definitivno gre pa za izkušnje, druženje in na koncu tudi rezultat svoje jedi, ki jo predstavi. Moram reči, da preseneča, bi pa izpostavil zelo mlade kuharje, ki moram reči, da so zelo na dobri poti. Z kakovostnimi jedmi, z raznolikimi jedmi, z veliko tehnikam, predvsem pa zelo dobrimi okusi. Prvo bi poudaril, da gre za predstavitev kot Slovenije, kot destinacije Kranjske Gore, kot dogodek, ki ga v Sloveniji ni. In vse te stvari združujejo neko dobro druženje, izmenjava nekih izkušenj, pogledov raznih nacionalnih jedi in predvsem ideje, ki jih lahko kuharji črpajo iz posameznih držav, kontinentov, kakorkoli. Hotelska družba Hit Alpineja, organizator mednarodnega kulinaričnega festivala Kranjska Gora, je program dogajanja dopolnil tudi z vzporednimi dogodki. Velike pozornosti sta bila deležna masterclass vrhunskega kuharja Simona Bertonclja ter večerja pod Alpami, na kateri so več kot 60 zbranim gostom svoje kreacije predstavili kuharji iz 3 držav. Festival za Kranjsko Goro pomeni eno veliko dodano vrednost. To je v bistvu največji kulinarični festival v destinaciji in tudi, bi si upal trditi, najbolj mednarodno zastopan festival v Sloveniji. To izkazuje tudi podpora številnih partnerjev. Predvsem je pa to festival pomemben zato, ker želimo Kranjsko Goro pozicionirati v Sloveniji kot kulinarično destinacijo. Tudi destinacija se je vključila preko pozdravnih nagovorov, preko različnih ponudnikov, restauracij, gostiln, drugih hotelov v destinaciji, ki so se priključili na otvoritveni slovesnosti s svojimi stojnicami, svojo hrano, tako da smo dejansko vsem tekmovalcem, vsem udeležencem skupno z destinacijsko močjo pripravili eno prijetno dobrodošlico. Tekmovanje je spremljalo kar 15 mednarodnih sodnikov. Jaz samo tekmovanje lahko rečem, da smo kar zadovoljni, da je prišlo tekmovalci iz 12 držav. Število napram lansko leto se je povečalo. Zelo pozitivno je to, kar so se odzvale tudi gostinske šole, je veliko več mladih, recimo tukaj je bilo včeraj cela miza terih tort predstavljenih, 12 tort raznih z raznimi okusi, odlično. Samo tako naprej. Najvišje ocene in priznanja so osvojili v slaščičarstvu Adela Kolar, Bic Ljubljana, v artistiki pa Erdal Badoglu iz Turčije.
V skupnem seštevku priprave nacionalne in moderne jedi pa je največje število točk zbrala Slovenka Šiv Poropat in tako postala zmagovalka 4. mednarodnega kulinaričnega festivala Kranjska Gora. Zmaga ji odpira vrata k novim mednarodnim izzivom, saj se bo z osvojenim nazivom potegovala za vabila organizatorjev na nova tekmovanja in festivale. Drugo mesto je osvojil Goran Radivojevič iz Srbije, tretje pa Evgenij Čukalkin iz Rusije. Med mladinci je sodnike najbolj navdušil Juš Dolničar. Na osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora so imeli včeraj pouk, delovno soboto, ki pa je potekala nekoliko drugače. Izvedli so namreč evakuacijo. Za vajo seveda. Ja, res je. Danes v soboto smo imeli zelo zanimiv dan. Najprej smo imeli evakuacijo šole, smo izvedli evakuacijo šole. Učence smo podučili, kako se ravnamo ob naravnih nesrečah, izvedli evakuacijo. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Kranjska Gora so tudi izvedli svojo akcijo evakuacije, nam pomagali pri evakuaciji, rešili nekaj učencev iz šole, nekaj učiteljic. Izvedli smo seveda pregled šole, ustrezno se ponovili vse postopke. Sedaj tudi gasilci dvigujejo svojo košaro učence, kar jih izjemno veseli. V bistvu je bila evakuacija učencev v primeru požarov ali pa kakšnih drugih nesreč. Na vaji je sodelovalo 22 gasilcev s 4 vozili. Od vseh učencev smo rešili 6 učencev in pa 2 učiteljice. Vajo pripravljamo, da se seznanimo z objekti, pa tudi, da se učenci in učitelji v primeru požarov ali pa drugih nesreč znajo orientirati pa ven pač z objekta, pravočasno. Nadaljujemo pa z čiščenjem po Kranjski Gori, po skupinah. Nekateri učenci tudi urejajo naše zelenice, v naša korita sadijo rože. Učenci iz 7., 8. in 9. razreda pa so šli na učenje golfa. Tako da današnji dan smo imeli tudi srečo z vremenom in mislim, da bodo otroci zelo uživali. Delovno soboto so imeli tudi na osnovni šoli 16. decembra Mojstrana, kjer so dan prav tako izkoristili za evakuacijo šole. Danes smo imeli vajo evakuacije na osnovni šoli Mojstrana. Na vaji sta sodelovala 2 društvi, PGD Mojstrana in PGD Dovje. S to vajo smo prikazali, da smo pripravljeni tudi na take vrste posredovanj in da so s tem pripravljeni tudi otroci in zaposleni na šoli. No, danes smo izkoristili dan, ko imajo otroci pouk oziroma imajo šolsko obveznost, če tako rečemo, in smo izvedli 2 evakuaciji, in sicer evakuacijo v osnovni šoli Kranjska Gora in pa evakuacijo v osnovni šoli Mojstrana. Evakuacije so seveda del, če tako rečem, tudi zakonske obveznosti, ampak daleč od tega, da bi se na tej točki ukvarjali z zakonom. Gre bolj za to, da otroke, delavce šole in vse nas pripravimo za morebitni dogodek evakuacije v primeru požara, pa ne samo požara, tudi drugega dogodka, lahko potresa ali česarkoli drugega. No, danes ugotavljamo, da je v osnovni šoli Kranjska Gora evakuacija zelo dobro uspela. Tako učitelji kot seveda otroci so bili dobro pripravljeni, so se dobro odzvali na evakuacijo, so se zbrali na zbirnih mestih. Tudi učitelji so imeli pri sebi primerne spiske, tako da so tudi evidentirali odsotnost, in seveda tudi gasilci so oddelali svoj posel, če tako rečem, zelo dobro, profesionalno. Otrokom smo predstavili tudi pomen izvlečka požarnega reda in tudi tu lahko samo ugotovim, da otroci zelo dobro poznajo ravnanje v primeru požara, seveda tudi številko 112, kar je zelo pomembno, in tudi gasilne aparate. Seveda tudi ravnatelja osnovne šole smo opozorili na nekaj manjših pomanjkljivosti, ki jih bodo
seveda odpravili v tem času, tako da lahko rečem, da je vaja uspela, da je evakuacija uspela in seveda je prav, da vsako leto nadaljujemo s takimi vajami tako v osnovnih šolah, kot pa seveda tudi v drugih objektih v Kranjski Gori, predvsem ki so vezani na turistično ponudbo. 15. srečanje in žegnanje motorjev je včeraj v organizaciji IP Gorenjska potekalo na Dovjem. Gospod Bog, zatekamo se k tebi in te prosimo, blagoslovi ta motorna kolesa. Naj nam brez škode služijo pri delu in razvedrilu. Pomagaj nam, da z vožnjo ne bomo postavljali v nevarnost ne sebe, ne drugih. Daj, da bomo obzirni do vseh, da bomo vedno pripravljeni ljudem pomagati in bomo tako tvoje priče vedno in povsod po Kristusu našem Gospodu. Vsemogočni Bog naj vam podeli svoj blagoslov in utešenje, razodene naj vam pota svoje modrosti. Amen. Po svoji besedi naj utrjuje vašo vero in vam podari milost živeti po njegovih zapovedih, da se bo vsem zgodila njegova volja. Amen. Vaše korake naj naravna na pot miru, napravi naj vas stanovitne, dobre in popolne ljubezni. Amen. To naj vam podari vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru. Ja, letos obeležujemo 15. srečanje motoristov, članov IPRK Gorenjska. Letos se je zbralo 49 motorjev z sopotniki, tako da imamo cirka 60 do 65 motoristov. Veseli smo, da nam je vreme služi in da smo letos organizirali tole srečanje. Upam, da nam bo uspel še v naslednjih letih organizirati prav tako srečanje in upam, da še v večjem številu. Ob tej priložnosti bi se zahvalil tudi kranjskogorskemu župniku za blagoslov motorjev in pa tudi vsem motoristom, ki so se udeležili našega žegnanja. Na Jesenicah je v petek in včeraj potekalo veliko praznovanje 145-letnice jeseniških godb. Pripravili so slavnostni koncert, parado in skupen nastop na Stari Savi. Jaz bi rad povedal tako, da smo mi na te priprave za ta naš jubilej začeli že lanskega meseca maja. In 17 smo imeli organizacijskega odbora, tako da smo vse podrobno šli, kako bi program potekal. In tako smo včeraj imeli slavnostni koncert, na katerem je bila gostja naša jeseničanka, solistka Dunajske državne opere Monika Bohinec in pa Klemen Torkar. Na tem koncertu so bile tudi podeljene nagrade in 3 naši godbeniki so dobili cizem, to je mednarodno priznanje, največje mednarodno priznanje, kar ga lahko godbenik dobi, pogoj je pa, da več kot 50 let igra v pihalnem orkestru. Ja, na Jesenicah smo res zelo ponosni na bogato glasbeno tradicijo, ki jo že 145 let gojijo v naši zdaj v pihalnem orkestru Jesenice, Kranjska Gora, kot se imenuje v zadnjih dobrih 2 desetletjih. Jaz mislim, da je to en zelo pomemben dogodek,
ne le za Jesenice, ampak tudi za širše okolje. Saj vemo, da nas glasba povezuje. In glasba kot del tega kulturnega okolja bogati naša življenja, naš vsakdanjik. In jaz bi se ob tej priliki tudi javno zahvalil godbenikom in godbenicam, da na ta način soustvarjajo ta naš vsakdan. Hkrati sem zelo vesel, da je pihalni orkester izredno pisan tudi po starosti. Na eni strani imamo kar nekaj starejših, izkušenih glasbenikov, ki verjamem, da svoje znanje, bogato znanje prenašajo na mlajše generacije. Poleg tega sem pa res zelo vesel tudi tega, da je v orkestru toliko mladih glasbenic in glasbenikov in se tudi na nek način v tem orkestru kaže, da glasbena šola Jesenice zelo dobro dela z mladimi in da so tudi na ta način, da prihajajo v pihalni orkester zelo dobro glasbeno podlago in na ta način lahko zelo lepo soustvarjajo podobo, glasbeno podobo našega orkestra in pa seveda podobo vseh naših prireditev, ki jih res lepo zaznamuje pihalni orkester s svojimi nastopi. Ja, visok jubilej so jeseniški godbeniki zaznamovali slavnostnim koncertom v dvorani gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah. Res je bil to en lep večer, na katerem smo lahko prisluhnili lepemu glasbenemu nastopu. Okroglo oziroma pomembno obletnico je s svojim obiskom zaznamoval tudi minister za kulturo Republike Slovenije, magister Zoran Poznič, ki je v svojem nagovoru med drugim dejal, da je bil prijetno presenečen nad tem, kar je pihalni orkester pokazal na odru in tudi na ta način nam je sporočil, da svojim glasbenim ustvarjanjem, po ustvarjanjem pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora krepko presega naše lokalne meje. Seveda vemo, da pogosto nastopajo tudi v tujini, na drugih odrih, na številnih prireditvah in da tako glas o Jesenicah, o Kranjski Gori prenese tudi v druge kraje. Hkrati smo pa zelo veseli tudi te parade, ki se je ravno kar končala tukaj na Stari Savi na Jesenicah in ki je spet združila večje število orkestrov, tokrat 9. Zelo smo ponosni, da so nas obiskali naši prijatelji iz Nagolda, skupaj seveda s pihalnim orkestrom, da so se nam pridružili prijatelji iz Podkloštra, v Avstriji, iz Arnoldsteina in pa seveda, da smo lahko gostili na Jesenicah spet 3 železarske godbe, nekdaj velike prijateljice in da so zdaj spet obudile to prijateljstvo s tem nastopom. Hkrati pa smo veseli, da so nas tudi s svojim obiskom na tej paradi, sodelovanjem počastili prijatelji iz Bohinja, iz Lesc, iz Gori in na ta način, res na lep način zaznamovali ta res lep in visok jubilej. Jaz bi izkoristil še priložnost in ob tej priložnosti vsem godbenicam in godbenikom čestital ob tem prazniku in jim zaželil, vsem morebiti še zahvalil za njihov prispevek dosedanji in pa zaželil še veliko uspešnih melodij tudi v prihodnje. Godbena dejavnost ima na Jesenicah izjemno bogato tradicijo. Prvi začetki segajo daleč nazaj, do bohinjskih fužinarjev leta 1874, ko je Nikolaj Bernard ustanovil prvo kovaško godbo. Vse se je potem nadaljevalo na Jesenicah. Za godbeniki je era zaznamovana z veliko pripadnostjo, ljubiteljski glasbeni kulturi v različnih obdobjih, državnih ureditvah, v dobrem in slabem, vedno z namenom igrati za ljudi ob vseh priložnostih. Od leta 1997 je godba pod imenom Pihalni orkester Jesenice Kranjska Gora skorajda nepogrešljiva na vseh velikih dogodkih v občinah Jesenice, Kranjska Gora in tudi širše. In letos je nov mejnik dolgoletne tradicije, častitljivih 145 let. Danes parada 9 orkestrov, sodelovali so orkestri iz Nemčije,
Avstrije in pa Slovenije. In po 30 letih smo zopet se srečali godbeniki iz slovenskih železarn. Ja, vrhunec nastopa je bil pa skupni nastop vseh orkestrov in je to nastopilo preko 300 glasbenikov in smo zaigrali 3 skladbe in sicer Kranjsko dekle, Slovenci in pa prijatelji, ostanimo prijatelji. Te skladbe so dirigirali 3 različni dirigenti. Prvega je dirigiral Klemen Repe, dirigent godbe Gorje, drugega komad je dirigiral nemški dirigent iz Nagolda, tretjega pa domači dirigent Dejan Richtarič. Orkester je bil prav letos sprejet v register nesnovne kulturne dediščine na Ministrstvu za kulturo. Drage gledalke in gledalci, zdaj prelistajmo še koledar prireditev. 40. obletnico jugoslovanske alpinistične odprave Everest 1979 bodo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani obeležili jutri ob 13:30. Predavanje Visokosenzitivni otroci bo v knjižnici v Kranjski Gori v četrtek ob 19:30. Predavala bo Manca Klinar. Odprtje razstave v okviru projekta Muzejev na Gorenjskem Neverjetne gore Planinski raj bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. Otroški predstavi Čarobnost Blejskega jezera in Rolina 006 bosta v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 19:30. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokratno kroniko tedna. Imajte se lepo in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!